Spoštovani gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi s podcasta. Z vami sem Mateja Trunk-Hrvatin. Zopet nadaljujemo serijo analiz naših javnomnenjskih raziskav, ki jih za Siol pripravlja Valicon. Danes bomo pogledali najnovejšo meritev političnih preferenc, ki je bila izvedena med 20. in 23. februarjem. Rezultate ankete pa bo komentiral naš stalni politični analitik in dekan Fakultete za družbene vede, dr. Samo Uhan. Dr. Uhan, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Lep pozdrav tudi vam, hvala za vabilo. Kako ste? Dobro, kot običajno pri vas. Velja. Super slišati. Če pogledava zdaj zadnjo meritev, ki smo jo objavili, se pravi pred 14 dnevi, je pokazala nekako razmeroma stabilno sliko političnega prostora tudi med največjima akterjima, se pravi SDS in GS je bilo 3% točke razlike. Danes pa, če pogledava morda opredeljene najprej, pa je razlika le 0,5% točke. Kaj menite? Razlika od zadnje meritve pa do danes? Torej, razliko lahko opazimo, ampak rekel bi, da se nekako nadaljujejo trendi, ki smo jih napovedali ali prepoznali v prejšnjih naših komentarjih. Se pravi, trend približevanja dveh največjih akterjev in pa trend, ki so ga nakazale prejšnje meritve, da novi akterji na politični sceni ne posegajo v prostor na način, kot so si zelo verjetno predstavljali ali pa kot so nekateri analitiki napovedovali. Se pravi, novi igralci, novi stari igralci, mislim predvsem na Prerod, pa Logarja, pa mi socialisti, pa tudi Resnica, ne so nakazovali večji prebojni potencial, ki pa je veljal samo za čas tistega pojavljanja, torej čas, ko so tudi nas privabili, pritegnili največ medijske pozornosti. Zdaj se je pokazalo v resnici, da nekako zgubljajo ta zagon in da in eni in drugi, pogojno rečeni desni in levi, zajedajo v prostor, ki ga največja dva akterja v resnici vežeta nase. Tako da bi lahko rekel, da ti podatki kažejo, da se, recimo, če začnemo pri desni sredini, Logar ima stabilno podporo, ki se zanimivo ne povečuje s tem, ko se zmanjšuje delež neopredeljenih, o tem bomo lahko nekaj rekla. In videti je tudi, da pridobiva predvsem podporo v največji vladni stranki, kot pravzaprav največji opozicijski stranki, kjer je tudi njegov domicil, če tako rečemo. In nasprotno, na drugi strani pojavljanje Preroda ne posega v podporo Gibanja Svobode, kar je bilo nekaj časa kot največja opcija. In enako velja tudi za mi socialiste, ki naj bi posegel v volilno telo Levice. Levica se je utrdila, skupaj z Vesno je, zdi se že povsem daleč od scenarija, da se ne bi uvrstili v parlament. Tako da lahko rečemo seveda, da igralci, ki se borijo za vstop v ta parlamentarni prostor, delujejo na nek način, na predvidljiv način. Se pravi, prej ste omenili, da nekako kaže, da se pravi Logar najbolj posega v nek bazen največje opozicijske stranke. Veljala je predpostavka, da lahko Logar na eni strani in recimo Prerod s dr. Prebiličem na drugi strani oblikuje ta nek sredinski blok, ki bo tudi v vsebinskem smislu ponudil neko kompromisno, lahko bi rekli, med levo in desno opcijo v vsebinskem smislu program, vendar se to v resnici ne dogaja. Logar ostaja na svojih stabilnih odstotkih, ki ga postavljajo na 3. ali 4. mesto. Prerodu to ne uspeva, zdi pa se, da je zelo verjetno, da se bo zgodil preboj v parlament, kar to stranko z voditeljem postavlja v nek poseben položaj, zelo verjetno položaj stranke, ki bo odločala o sestavi povolilne koalicije, vendar ne na način, kot je bilo najprej nekako mišljeno, predvsem z napovedmi, da bo imela ta stranka zelo močan volilni vtis, če tako rečem. Menite, da bi lahko recimo Logar omejeval Janšo? Ta pozicija je zanimiva, ker se mi zdi, da se bo zgodilo tisto, kar je premier tudi na neki točki izjavil, da bo na koncu vendarle ta odločitev volilnega telesa
bipolarna za eno ali drugo stran. Torej, ta opcija, ne, sredinska, kot smo jo imenovala, na nek način odpade. Tako da zahtevnost položaja stranke Anžeta Logarja je, da če se odloči za eno stran, to za njegovo politično kariero pomeni precej usodna, da je to precej usodna odločitev. Če ostane tam, kjer je, v zaznavi volivcev, je lahko pravzaprav ta njegov položaj precej podrejen. Če pa se odloči za drugo opcijo, vidimo, da akterji in eni in drugi, razen mogoče levice, izjavljajo, da so odprti za vse. Kombinacije pa to pomeni nekako njegovo artikuliranje v tem prostoru, kjer pa ni najbolj domač. Leva sredina ni njegovo naravno okolje. To samo pomeni več možnosti za sklepanje kompromisov ali pa celo potreba po sklepanju kompromisov z njegove strani, ali pa nekoliko drugačen predznak koalicije, ki bi nastala po volitvah. Nekateri analitiki omenjajo tudi, da bi morebitna nova vlada dobila nekoliko bolj znak v smislu neoliberalne predmike, se pravi nekih koncesij na tistemu, ki bi okrepil koalicijo. Tega ne znamo te hip napovedati. Kaj pa če pogledamo mogoče zdaj še prvo izbiro, kako so se odzvali, in sicer tukaj imamo zopet, se pravi, dva najmočnejša igralca, dva stebra, bom rekla, SDS in Gibanje Svoboda. Med njima je vedno manj razlike tudi, ostali pa nekako nekateri pridobivajo. SD, recimo, drugače pa demokrati so malček zgubili in prerod je tudi nekje na robu parlamentarnega preroda. Torej, ponovno moramo, se nekoliko ponavljamo, utrjujeta se dva bloka v resnici. Ja. Zdaj, v seštevku vladnih strank, ki ta trenutek sestavljajo vladno koalicijo, vidimo, da se je nekako zmanjšal delež tistih, ki razmišljajo o prebegu, tudi znotraj koalicije. Vse tri vladne stranke v resnici utrjujejo svojo pozicijo. In zmanjšala se je nekoliko nevarnost razpršitve glasov pri strankah, ki so se pojavile in bi posegale v to razdelitev. Imam v mislih Prerod, za katerega je veljalo, da bo odvzemala glasove recimo Svobodi in tudi Socialnim demokratom. Nekaj morava reči tudi o stranki Resnica, za katero je nekaj časa veljalo, da bo jeziček na tehtnici, kot radi rečemo, da se je pokazalo, da se kaže kvečjemu opcija vstopa v parlament, kjer pa ni nujno, da bo potem zares jeziček na tehtnici, ker so razmere, ki se kažejo dovolj stabilne za sestavljanje. Za levo sredinsko koalicijo se še vedno kaže potreba, zdi se, po 4 strankah. In tukaj vidimo kot največji potencial, če tako rečemo, v Prerodu, ki pa bo moral znotraj sebe opraviti premislek o nekaterih zahtevah vodje stranke, ki se ta trenutek zdijo dovolj velika ovira za gladko sestavljanje koalicije. Tako. Pri udeležbi na volitvah je sedaj nekako 56,7% volivcev za to, da se bodo zagotovo udeležili volitev. Zagotovo pa, to je že, bom rekla, nek procent, ampak vsekakor pa še ne tisto, kar bi se nekako hotelo. Ankete običajno nekoliko precenjujejo udeležbo na volitvah, oceno udeležbe. Lahko pa domnevamo, da se z intenziviranjem kampanje, kjer lahko pričakujemo tudi še kakšno presenečenje, da ta udeležba ne bo napoved udeležbe padala, ampak se bo še nekako povečevala, ker vendarle takšni intrigantni dogodki, marsikaj se lahko zgodi, tudi se bo začela intenzivirati debata
o tem, kaj se bo zgodilo po volitvah. Vsak dan bomo dobili več informacij v tem smislu in to bo nekako mobiliziralo volilno telo. Ne. Se pravi, te apatičnosti, ne, ki je nekaj časa veljala za velik problem, ne. Nizka udeležba na volitvah, tega po moje ne moremo pričakovati. Ankete nekako napovedujejo solidno udeležbo, mislim, da bo na ravni vsaj prejšnjih volitev. Zdaj, tudi morda, če pogledamo neko razpoloženje v družbi, se zdi, da tudi ljudje po letih kriz se nekako želijo, oziroma tudi vedno bolj išče neko stabilnost, ne, se pravi neke morda predvidljive razmere, če bi se temu lahko tako reklo, in pa seveda tudi nek občutek varnosti. To zanesljivo sva, mislim, da že nekajkrat omenila, ta predpostavka varnosti je pomembna vrednota v razmerah, v katerih živimo, mislim tudi na globalni ravni, in pa tudi neko stabilnost. Tako da se mi zdi, da taktika dela opozicije, ne, ki nastopa z nekim katastrofičnim narativom, ni najbolj uspešna. Vsaj empirični podatki o zadovoljstvu, ne, z življenjem, ne samo z domačimi podatki, govorimo tudi o Eurobarometru, nakazujejo razmeroma veliko zadovoljstvo ljudi z razmerami, ob seveda dolžni kritičnosti, če tako rečem, pa vendarle imate prav, ko ugotavljate, da ta katastrofični narativ, ne, ki ga lahko prepoznamo na primer zdaj v sosednji Madžarski, če bi primerjali situacijo, volilno kampanjo tam in tukaj, kjer Orban posega po skrajnih sredstvih, grozi z vojno z Rusijo, v primeru, da ona bo več primerne. Mislim, da te situacije v Sloveniji nesrečo, moramo reči, nimamo, ne, in jo ljudje prepoznajo neko potrebo po stabilnosti. Ne. To si nikakor ne pomeni bianko menico ne, za vladajočo koalicijo, sploh ne, ampak zdi se, ne, da ta katastrofičnost nima nekega mesta v kampanji. Tukaj smo se tudi malček poigrali okoli število sedežev, se pravi, koliko število sedežev bi imela posamezna stranka v parlamentu, in sicer SDS in Gibanje Svoboda smo pri 27 pri obeh. Izenačen rezultat in potem seveda smo v polju te volilne ali pa povolilne kombinatorike, ampak v tem smislu tudi špekulacije. Ne. Ta trenutek je napoved o tem, kakšna natančno bo koalicija, nič več kot ugibanje oziroma špekulacija, ampak vse pa nekako kaže v smeri tesnega izida in pa neke možnosti ponovitve levo-sredinske koalicije z nekimi korekturami in popravki. Lahko bi rekel tako, no, da so v resnici kažejo kot najbolj verjetne 3 opcije. Ne. Eno je seveda desno-sredinska koalicija, potem tudi levo-sredinska in pa potem neka kombinacija, ki bo šla v smeri, lahko to uporabimo, Drnovškovih kombinatorik, ne, kjer je za potrditev potreboval prebežnike, ne, ali pa kakorkoli se pač imenujejo. Ne. Tako da te 3 opcije, katera je najbolj verjetna ta trenutek, ni mogoče reči, ampak se nekako kaže, da ta kombinacija ali pa tudi ponovitev levo-sredinske opcije pridobiva nekako na teži glede na meritve javnega mnenja. Ko ste že ravno omenili dr. Drnovška, danes, ko snemava ta podcast, mislim, da je minilo ravno 18 let od njegove smrti. Žal, moramo reči, da ne da je minilo 18 let, ampak da sploh imamo to obletnico. Ja. Ja, tako. Velja. To bi bilo to. Hvala lepa. Naslednja anketa se ponovi, tako da takrat bova zopet videla, kako daleč smo, morda kako tudi ta soočenja bi že vplivala na rezultate. Naslednja meritev bo utrdila nekatere trende in bomo pač lahko bolj zanesljivi v napovedih. Dr. Uhan, najlepša hvala. Hvala vam za vabilo. Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, najlepša hvala, da ste bili z nami in se veste, ostanite vedoželjni in bodite informirani. Do naslednjič.